Vabim nazaj, ter dobrodošli nazaj. Z nami je Dorijan Krištof, je zaposlen kot novinar in programski koordinator na Radiu Agora v Celovcu in je zelo zagret aktivist za manjšinske pravice že pač mladih let od najstništva. Danes pa nam bo stavil davanje z naslovom od Štafelšturma do demonstracij proti ustašem, aktivistični boj manjšine na Koroškem. Bo naredil en tak slovenski pregled boja proti enojezičnosti strani nacionalistov in obdobjem takoj po prvi svetovni vojni, sledilo v obdobje od Štafelšturma in kasneje še prisiljenje enojezičnosti. Prav tako pa govorimo o bolj aktualnih temah, kot je o boju dvojezične narodne skupnosti proti srečanju na Šentjurški gori, oziroma Udispe in ustaškem srečanju na Libuškem polju. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Dorijan mi je ime. Nisem akademik, tako da tudi moje predavanje ne bo tako znanstveno, tudi nimam pripravljeno kakšne PowerPoint prezentacije, kaj podobnega. V glavnem bom govoril pretežno iz lastnih izkušenj. Veliko bo obdobje deželnega glavarja Hajdarja, ki je seveda z njegovo politiko enojezičnosti in nasprotovanju proti naši manjšini lovil volilne glasove in mu je to tudi žal zelo dobro uspelo skoraj 20 let. Ampak začnimo še morda pred Ortstafelšturmom pri državni pogodbi Avstrije, ki je bila napisana leta 1955, v kateri je omenjen tudi člen 7, ki je za nas seveda zelo važen, ker se tam določajo pravice manjšine koroških Slovenk in Slovencev. In to so pač pravice v glavnem do dvojezičnosti. Sedaj tudi tam že piše če preberem, v glavnem tretji odstavek člena 7 je najvažnejši. V pravnih in sodnih okrajih Koroške, Krščanske in Štajerske s slovenskim, hrvaškim ali mešanim prebivalstvom je slovenski ali hrvaški jezik dopuščen kot uradni jezik, dodatno k nemškemu. V takih okrajih bodo označbe in napisi topografskega značaja prav tako v slovenščini ali hrvaščini, kako v nemščini. Spravi, zato se je šlo in leta 1955, seveda to je bilo zdaj ne glih tik po koncem druge svetovne vojne, ampak je bilo prebivalstvo še predvsem s tem obremenjeno, da se spet na novo zgradi celo infrastrukturo in tako. In tedaj se je bolj osredotočalo na to, da se ustanovi dvojezične šole in tudi slovenski jezik kot uradni jezik. In naprimer slovenska gimnazija je bila ustanovljena leta 1957, ki je ena izmed le dveh šol na Koroškem, ko je slovenščina poučni jezik. Ne samo to, da imate tam možnost se učiti slovensko, ampak naprimer matematika, biologija, fizika, vse poteka v slovenskem jeziku, to je bolj posebnost tega. No in na to leta 1972 je pa tedajšnji zvezni kancler Bruno Kreisky začel postavljati dvojezične napise po Koroškem in že kmalu zatem, ko so bile prve dvojezične table postavljene, se jih je podrlo, uničilo in odstranilo. To je delalo predvsem prebivalstvo, nemško govoreče prebivalstvo Koroške in kaže se, dobro se vidi, kako je politična usmerjenost Koroške bila tedaj in v bistvu tudi še danes, ker so občani odstranjevali dvojezične napise s pomočjo policajev in ženemaristov, tudi obstajajo videoposnetke, ampak slike, kako pač policaji tam stojijo in gledajo, kako občani podirajo table. Skoraj vse so bile podrte, v 205 krajih bi naj bile postavljene, pa so jih tam že po parih nočeh jih že ni več bilo,
Pri tem pa hočem tudi povedati, naprimer zdaj iz lastne izkušnje eno posebnost, jaz prihajam iz dvora, Hof po nemško, in leta 1972 je dvor dobil dvojezično tablo. Pri tem Ortstafelsturmu, ki se je tudi tam zgodil, se je pa med drugim tudi moj oče z lisičkam privezal na tablo in je bil dvor po mojem ena izmed 4 tabel krajevnih napisov, ki so preživele to noč Ortstafelsturma. In še danes stoji, posebno in prav se je videlo, da je tabla morala biti iz leta 1972, ker je bila že čist rumena in spokana, danes je tudi ta že obnovljena. No, v glavnem tako je, pol ni prišlo dejansko do postavljanja kaj preveč takšnih dvojezičnih tabel do v bistvu 21. stoletja, ko se je vedno spet borilo, v katerih krajih bi naj bile postavljene table. Ta prve se je reklo, treba je prešteti, koliko občanov in občank se zglasuje kot koroško-slovenski, ali da so pripadniki koroško-slovenske manjšine. Reklo se je 10% je potrebno za dvojezični napis in na to je že kmalu prišel gospod deželni glavar Hajder, ki je z raznimi metodami poskušal spreminjati ustavo, da ne bi bilo mu treba postaviti table. Odstotki so se povišali na 17,5% in na to celo na 25% in tako naprej. In vedno spet so bile pred ustavnim sodiščem razne debate o tem, kako sedaj s tem ravnati. No in Hajder je bil seveda eden najvažnejših akterjev tudi za nas, koroške Slovence. Jaz bi rekel, da je bil čas vladanja Hajderja, to je bilo približno 20 let, do njegove smrti leta 2008. Če se ne bi sam ubil pri nesreči z avtomobilom, ki jo je imel, bi verjetno še dolga leta zatem tudi vladal. Ker to se je pokazalo pri koliko glasov je on naprimer dobil, prihajam iz Boha, sem povedal, to spada k občini Šmihelj, ki je blizu Pliberka, in v Pliberku je on vsakeč znova, vsake 4 let ali 5 let, ko so že volitve, dobil nad 80% volilnih glasov. Tudi ko ste vi, dragi kolegi, pokazali to popravsko tablo cone A, kje so se izrekali za Jugoslavijo in ne za Avstrijo. V spodnjem južnem območju je bilo, tisto območje bilo pretežno zeleno, se pravi večina prebivalstva se je izrekala za Jugoslavijo, ampak ena temno-oranžna pikica je bila tam med zelenimi in ravno to je Pliberk, iz katerega tudi prihaja. No, na to je tudi Pliberk že se je postavilo dvojezično tablo, a je bilo to leta 2005, po mojem, je dobil Pliberk pač dvojezični napis in na to se je Hajder spomnil nekaterih akcij, da kot naprimer on je premaknil tablo Pliberka za 2 metra nazaj in je s tem rekel, zdaj stoji izven Pliberka in ni treba biti več dvojezična. Tam so bili naprimer že tudi prvi protesti. Na to je, ker je ustavno sodišče to odločbo njega razveljavilo, da to ne velja, se je spomnil drugega trika, tako rekoč, dodal je takšne majhne tablice, ki so bile pod glavnim napisom. Glavni napis je bil še vedno enojezičen, samo Bleiburg, in od spodaj so bile male tablice z Pliberk. No in te tablice, te tamale so vedno znova spet izginjale, neznanci so jih odmontirali in in tudi velikokrat z sprejom napisali Pliberk na tisto tablico. Tudi o eni, v medijah se to sicer ni kaj veliko poročalo, samo po mojem v našem časopisu Nedelja, ki je eden izmed 2 časopisov koroško-slovenske manjšine, Novice Nedelja, so omenili eno dopolnilno nočno akcijo, tako je bil naslov tega, ker so v eni noči leta 2005, še preden da je bila tabla dvojezična,
na vseh 4 tablah plibah se pojavili pač slovenski napisi tudi. No in žal je to v medijih šlo, pač niso kaj več poročali, samo v tistem enem našem časopisu, ampak meni se je zdelo zelo lepo, jaz sem bil teda star 14 ali 15 let in seveda, če prihajaš iz tam naslednji dan z mamo v trgovino in vidiš, kako poskušajo čistiti tiste table in ne ve se, kdo je bil to, no, mladi aktivisti, in so uporabili dosti dober sprej, ker se je še več dni zatem tudi videlo slovenski napis. O teh malih tablah sem govoril, ampak Hajdar je pa to poskušal po mojem precej po celem Koroškem. Kot že omenjeno, on je res, njegova politika se je osredotočala na to, da bi Koroška morala ostati enojezična in je dobro funkcioniralo, ker je vedno spet mu uspelo z nekaterimi triki preprečiti to, da bi mi dobili dvojezične table. In se pravi, ravno v tem času so bili koroški Slovenci in koroške Slovenke po mojem najbolj aktivni pri aktivističnih akcijah, seveda, ker jih je bilo možno dosti izvesti. Naprimer, spomnim se tudi še enega dogodka, deželni glava Hajdar, teda je tudi leta 2003, po mojem, v Beljaku poskušal spremeniti ustavo, da bi spet spremenil zakonodajo, da ne bi bilo treba postaviti dvojezične table v nekaterih krajih. In jaz sem teda obiskal slovensko gimnazijo v Celovcu kot mlad dijak, sem imel 12 ali 13 let, in je nam učiteljica, ki je tedaj predavala, povedala to, da ima Hajdar čez urco 2 ta sestanek v Beljaku, in tako smo napolnili 2 avtobusa in se podali v Beljak in cel dan tam protestirali. In to se tudi kaže, mi smo bili najstarejši, so bili 17-18 let, policajev je bilo še in še, celo specialna enota Avstrije, Kobra se imenuje, je imela snajperje postavljene po strehah in helikopter je krožil nad nas protestniki, nas je bilo pa enih 50-60, nič več. In ja, o tem bom kasneje še malce več lahko omenil, ko pridemo do Libuškega polja in ustaškega srečanja, koliko policajev je tam vedno za zelo malo protestnikov v bistvu. Proti Hajdarju seveda se je veliko dogajalo, ampak moramo tudi povedati, da tudi kolegi, ki so iz Dunaja, se vidi na polobrih KSŠŠD, Klub slovenskih študentov in študentov na Dunaju. Jaz nosim celovško različico KSŠŠK in še v Gracu obstaja tudi klub. In klubi so po mojem zelo važni pri tem aktivizmu, ker študentke in študenti so zelo aktivni na tem področju, seveda, kot tudi vidite, pišejo diplomske naloge o teh temah. Sedaj smo se znašli tu, da lahko vam predavamo o tej tematiki. In kot naprimer se tukaj dol malo skrito vidi, se je dodalo en smrt fašizmu, tako da so vedno znova aktivistične akcije. No, ampak ne samo klubi so pri tem zelo važni. Naprimer, jaz se tudi spomnim, obstaja v Celovcu Unikum, to je Univerzitetni kulturni center v Celovcu, in oni so leta 2006 ali nekaj takega izdali eno zelo zanimivo razglednico. Ta je nosila naslov Haček klebt, K je bil v oklepajih, Haček lebt, Haček klebt, se pravi Haček živi, Haček lebt, in Haček klebt, Haček, če ga nekam nalepiš, da ostane. Na tej razglednici so bili samo hački v 3 velikostih, ki so imeli isto obliko in isto barvo kot napisi na krajevnih tablah. Se pravi, ljudje, ki so se povečinoma po noči vozili domov iz dela ali kjerkoli in so imeli te razglednice s seboj,
so se ustavili pri enojezičnih tablah in polepili na vsak S, C, Z hačke. Tako da so, to so bile table na to ne dvojezične, ampak se je pokazalo, da nam to ne ustreza, da se borimo za dvojezičnost. In pri tem je tudi te hačke so zelo dobro naredili, ker je bilo res težko to odstraniti. Čim se je enkrat nalepil tisto nalepko na krajevno tablo in če je enkrat sonce posijalo gor, se je prav spojila z površino table in so imeli dosti težav to odstraniti. In po mojem to je bil kar lep čas, ker leta dolgo si prav opazil, če si se eno pot pelil, tukaj se je pa dan, dva prej moral nek aktivist tudi peljati, ker so bile res ena tabla za drugo polepljene s temi hački. No. Strešice. Strešice, hvala lepa. Mi v koroško-slovenskem narečju se vedno govorimo o hačkih, zato strešice. Dobro. In problem pri dvojezičnih tablah pa je seveda tudi, da še danes ni uresničena obljuba avstrijske državne pogodbe člena 7. Ne bom se preveč osredotočal na Marjana Šturma in Jozefa Feldnerja, ki sta ustanovila konsensno skupino in prišla do enega sporazuma, po katerem se je v nekaterih krajih Koroške na to le postavilo dvojezične table, ker, kot sem že omenil, leta 1972 je krajski določil 205 krajev, ki bi naj bili dvojezični in to moramo računati krat 4, se pravi nekaj nad 800, ker tabel bi naj bilo dvojezičnih, danes pa ne vem, ali jih je 60 ali 70 krajev dobilo dvojezične napise. Tudi pri tem sem prinesel en rekvizit, naprimer, ki je bil izdelan od neznanca in nato podeljen mladim aktivistom. Tukaj piše seveda smrt fašizmu, svoboda narodu, gegen den Kärntner Konsens, proti koroškim konsensom. Se pravi, tudi nismo bili zadovoljni, večina od nas, s to akcijo, s tem konsensom, čeprav pa veliko upravnih organov ali takih visokih funkcionarjev seveda od tega naprej molči in se ne bori v javnosti več za dvojezičnost. In tukaj imamo tudi kljukice, ko piše Ulrichsberg, kaj sem že rekel, da je to po slovensko, zdaj sem pa pozabil, oprostite. Šentjurška gora, tale je že odkljukana, ker tam so se vsako leto zbrali prav SS-ovci in gestapovci. To je bilo srečanje najhujših nacistov Koroške in hvala Bogu so nekateri izmed mladih aktivistov tajno se udeležili te nemške spominske kulture in poslikali ljudi, ki so se srečali tam. In seveda v Avstriji in Nemčiji imamo prav v ustavi zapisano eno odločbo, ki pove, da je absolutno prepovedano katerokoli nacistični spominski slike ali karkoli. Ne smeš kazati kljukastega križa, ne smeš narediti Hitlerjev pozdrav, lahko prideš v zapor zaradi tega. In seveda, če so sedaj tam nekateri člani, ki so se udeležili tega spominskega shoda, še nosili uniforme, ki so jih imeli v času svetovne vojne z SS-ovsko kapo za smrtno glavo tukaj ali kljukastim križem, je to seveda težko prepovedano in s tem je tudi dosti hitro uspelo, da se je to srečanje že preprečilo. In na to imamo še 3 zadeve, ki tle še niso odkljukane, ker ta je iz leta 2020 ali 2021. Ustaško srečanje, naprimer, tle gori, ampak ustaško srečanje se je že prepovedalo, se pravi, to lahko odkljukamo.
Na to 10. oktober, kot ste tudi vi omenili, da to je pač spominska kultura, pri kateri se slavi v bistvu nemška nacionalna kultura in dokler naše pravice iz člena 7 ne bojo uveljavljene v celoti, tudi nimamo kaj zapraznovati in zato bi bilo tudi to zdaj morda prepovedati, je malo ekstremno, ampak vsaj čim bojo enkrat pravice izpolnjeni, se ne spomnejo tega referenduma, ampak do tedaj bi tudi jaz rekel ne. In proti spominski kulturi je pa še zadnji križec, ker, kot ste tudi lepo omenili, pred 2 letoma, mislim leta 2020, ampak zaradi korone je bilo vse prestavljeno na leto 2021, smo obeleževali 100 let tega plebiscita, tega referenduma, pri katerem se je Koroška odločila za obstoj v Avstriji in ne za Jugoslavijo. In tedaj so, na primer, Steinerarji postavili nov spomenik. Postavili so še pri Domplacu v Celovcu tudi en novi spomenik, ki je tudi za padle borce nemške narodne skupnosti med drugo svetovno vojno v glavnem. In to je sramota in zelo nesramno, da se v današnjih časih naše pravice še vedno ne izpolni ali pa nam kak spomenik postavlja se pa spomenike nacistom in desničarskim osebam. No in zato bi bilo pač lepo, da se tudi to konča, ampak moram pa tudi povedati, da na primer pri tej proslavi leta 2020 za 100 let plebiscita so čez noč proslave bili, po mojem, da vsi spomeniki, ki so bili na novo postavljeni nemškim nacistom, pomazani. Pisalo je gor smrt fasizmu. Ne vemo, ali je to bilo za nalašč nareto, da se ne more povedati, da je koroško-slovenska narodna skupnost kriva za to, ker so strešice manjkale, ali pa so bili dejansko nemško govoreči Korošci ali Koroške, ki so to akcijo izvedli in izvedle. Na vsak način vsaka jim čast in hvala lepa, če jih kdo pozna, povejte jim to iz moje strani. Na to tudi še, spomnim se, tega sem se tudi udeležil, prav za to 100. obletnico je klub koroško-slovenskih študentk in študentov na Koroškem tudi organiziral proti demonstracijo, pri kateri so nalepili oznake za cestna imena na cestna imena, ki obstajajo. Na primer, eno cestno ime je Center Oktoberstraße, cesta 10. oktobra. Govorimo o tem, da spominska kultura desničarjev in nacistov, da je to treba odstraniti, se pravi tudi na primer takšno cestno ime bi lahko preimenovali v nekaj ali nevtralnega ali pa v nekaj, kar pride tudi nam v korist ali pa nam v prid. In velik problem, na primer, pri katerem sem bil tudi zelo ogorčen, je, da imamo v Celovcu še vedno cesto doktorja Franz Pala Gasse se imenuje, ta je pa blizu bolnice. In umetniki in umetnice so se pred 2 letoma zbrali in udali vlogo, da se bi to cesto preimenovalo. Ker Franz Pala je bil zdravnik na glavni bolnici Celovca, deželna bolnica Celovca se imenuje, tedaj se je imenovala Gaukrankenhaus, spravi pod nacističnim režimom seveda, in on je bil tam pristojen za sterilizacijo in eutanazacijo ljudeh, ki jih je nacistični režim videl kot kritično, se pravi, da se brez da bi ljudje vedeli, kaj se z njimi dogaja, jih je naredil neplodne in to preko radioaktivnosti. Franz Pala je na to sam umrl zaradi posledice
prekomernega obsevanja z radioaktivnosti, ker tedaj se še vedno ni toliko vedelo o tem in sam se ni dobro zaščitil, tako da ja, to se mu je pač zgodilo. In evtanaziral je tudi ljudi narodne skupnosti in politične nasprotnike tedajšnjega režima. No in ker je v tej ulici rojen in živel pesnik Gert Jonke, ki pa je eden bolj prepoznavnih koroških ali avstrijskih pesnikov, se je ta umetniški kolektiv, pri katerem sta bila na čelu pesnica iz Hrvaške Ana Bar, ki živi na Koroškem, in sestra Gerta Jonketa, so se zavzeli za to, da se bi to cesto preimenovalo v Gert Jonke Gasse, ali ulico Gerta Jonketa. Jaz sem tedaj tudi za Radio Agora poročal o tem in naredil en prispevek, dvakrat že vnaprej, da bi pozival za to, da se dejansko imena nacistov odstrani iz cest in nadomesti z drugimi. In na to še enkrat, kar so na to naredili, in to je tudi malce sramota, in malo moram omeniti Alojza Dolinarja, ki je namestnik župana mesta Celovec, po mojem sedaj ne več dolgo, ga bojo zamenjali, in on je en Slovenc, je bil tudi učitelj na slovenski gimnaziji, in si bi človek lahko mislil, da bi Slovence zavzemal za to, da se imena nacistov odstranijo od cest, in ja, on je prikimaval ideji, da se postavi en spominski kamen, na katerem piše, da je bil Franz Bala vojni zločinec in zločinec, v bistvu zdravniški zločinec, ker zdravnik ne sme namerno poškodovati druge osebe, in to je bilo v bistvu njegove delo, več drugega ni počel. No in te informacije se najdejo na tem kamnu, ki pa je samo zakrit v enem kotu te ulice. Ulica je pa dosti dolga, do bolnice vodi, in enih 5-6 teh krajevnih napisov je v vsej tej ulici, ali v bistvu tudi na vsaki hiši imaš hišno številko in ime ulice. Se pravi, tudi to bi bilo treba odstraniti. No in kot smo omenili tedaj, klubi so imeli super akcijo z Lojtro, z Leto. Smo hodili po mestu Celovec, in da so lahko dosegli te napise, in so imeli pripravljene napise z novimi predlogi teh cestnih imen, in te na hitrico nalepili gor in se na to podali na pot naprej, kar je po mojem bila ena izvrstna akcija študent in študentov. Ja, no, o srečanju na gori sem že povedal, da se je to že nehalo, ampak na to je pa še tudi vedno znova vsakoleten protest, katerega sem se tudi jaz že velikokrat udeležil, je pa srečanje ustašev na Libuškem polju pri Plibaku. Ker ustaši pravijo, da je tam bilo umorjenih na 10 000 pripadnikov ustaških enot, kar absolutno ne drži. Na tem polju so jih zmagovalne sile, se pravi zavezniške enote in jugoslovanska vojska, tam se jih je samo zbiralo in nato poslalo v razne kraje, kjer pol zna biti, da so bili tudi nekateri izmed njih umorjeni, nekateri ne, ampak na Libuškem polju, koliko jaz vem, ni bilo niti ene žrtve, ne? Ker s tem oni argumentirajo, da jih je tam padlo na 10 000 in zato se hoče tam zbirati. In problem tega srečanja pa je bil to, da je bilo leta 2015, po mojem, je bila udeležba na 15, po mojem, štetih 15 000 pripadnikov ustašev iz Hrvaške se je znašlo tam na polju in imelo praznovanje in njimi v spomin. In spet so bili med njimi tajno zakriti mladi aktivisti in aktivistke z fotoaparatom in so slikali tamkajšnje dogajanje. In
Problem je bil pa v tem, da so imeli postavljene štante, na katerih so podajali majice, zastave in vse možne izdelke, na katerih se je znašel kljukasti križ, na katerih se je znašel znak ustašev in podobno. In kot sem že omenil, v Avstriji je to prepovedano in to je bil tudi eden večjih razlogov, da se je prepovedalo, da smejo tam prodajati, ampak srečanje se tedaj še ni prepovedalo. Srečanje pa je bilo na to prepovedano šele leta, je bilo 2021 in leta 2022 so se pa kljub temu spet hoteli zbrati v Plibaku, pri tem pa niso se srečali na Libuškem polju, ampak so imeli zgolj mašo za padle ustaše v Plibaku, kar je seveda tudi vedno kritično, če cerkev kaj takega podpira. In mi smo tedaj tudi, jaz nisem organiziral, jaz sem se samo udeležil protestnega shoda proti tem srečanju ustašev in mi smo se podali tja do Libuškega polja. Smo imeli shod od Plibaškega kolodvora do Libuškega polja, to je 2 kilometra, da bi tudi samo videli in opazovali, koliko ljudi se neoficialno sedaj sreča, ker tam je en velik spomenik stoji ustašem. In videli smo predsednika Hrvaške tedajšnjega, po mojem, in imel je pa s seboj bodyguarde, čuvaje, pazarje, straže. To so bili v bistvu edini udeleženci tam. Nas protestnikov je bilo enih 20-25, policajev pa 250. Se pravi, ogromno denarja je šlo za to, da so policaji v bistvu na nas pazili tam. In smo bili tudi popljuvani na poti tja. Pred Libuškim poljem na enem avtu sta sedela 2 Hrvata, ki sta na to se drla na nas shodnike in nas popljuvala. In pri tem moram pa tudi reči, da so pa policaji tam dobro odreagirali. Eden izmed nas je znal hrvaško in so ga vprašali, so povedali, kaj se je zgodilo. Na to jim je povedal, da je z kletvicami nas popljuval in povedal, da se naj odstranimo in da najboljše, da kar vsi umremo. In so policaji ga tudi kaznovali, se pravi tudi nekaj, včasih nas tudi policaji sedaj ščitijo, kar je v bistvu za nas precej novo, ker kot sem že omenil pred 20 leti, če smo šli na kakšne proteste, so policaji bili dosti agresivni tudi nam naproti, kar je seveda še hujši na to, ker vedno manj si upaš iti na proteste, vedno manj si pogumen, če od vseh straneh veta piha proti tebi. No. Tem lahko morda še omenim, da so mene in enega prijatelja leta 2006 v Plibaku celo enkrat pretepli. Mene so mogli v bolnico zapeljati tedaj, ker sva govorila slovensko. Enostavno sedela sva na pločniku in čakala avtobus ali mali šatel, da bi nas peljal domov iz Plibaka in z krikom, zdaj oprostite, ampak Scheiß Jugos verschwindet's heim, se pravi Jugoti, odite spet domov, sta zalaufala proti nami in naju pretepla. Tako da tudi to se dogaja in v mladih časih je bilo to dosti hujše. Sploh v času Hajdarjeve vlade si je folk dosti upal pljuvati proti koroškimi Slovenci in Slovenkami, tudi postati fizični. In to se je začelo že pri najmlajših. Že 12-13-letni so doma dobili očitno takšno vzgojo, da je bilo ok,